Tole je Dongfeng Forting T5 Evo, najbolje prodajen kitajski avtomobil pri nas in to z naskokom. V bistvu vsak 100. kupec novega avtomobila vsak mesec, čisto med vsemi avti, ki so na voljo, izbere prav tega. Letos so jih prodali že preko 500, če dodam še ostale modele znamke Dongfeng, pa je skupna številka dovolj velika, da je po prodaji na 15. mestu in prehiteva Nissan, Tesla in še nekatere. Ampak marsikdo med vami za znamko Dongfeng niti slišal še ni. Gre za kitajsko podjetje, ki so ga ustanovili leta 1969 in do danes so izdelali preko 55 milijonov vozil, kar pomeni, da nekaj so se očitno že naučili. Več kot 20 tovarn imajo na Kitajskem in svoje izdelke prodajajo več kot 80 držav tega sveta, delajo pa tudi tovorna vozila, pa avtonomna za industrijo in še marsikaj. Na seznamu Global Fortune 500 je Dongfeng med največjimi znamkami tega sveta že na 122. mestu. Dongfeng je krovno podjetje, ki ima potem kar nekaj podznamk in ena od njih je Forting. T5 Evo je s 4,56 metra dolžine srednje velik križanec in takšne imamo v Evropi najraje. To pomeni, da nastopa v segmentu, kjer tekmecev kar mrgoli, čeprav po drugi strani pa zaradi tako nizke cene, kot je tukaj, spet ni toliko veliko. No, podobno veliki avtomobili so, da si boste lažje predstavljali, RAV4, Tiguan, Bigster, Tucson in podobni. Glede oblike se lahko pohecam, da me malo spominja na en hudo športen avtomobil prestižne italijanske znamke, no, nemške, če gledam lastništvo, ampak to, da me nadalec spominja na Lamborghini Urus, me v bistvu sploh ne moti. To je podobno, kot če bi nekdo rekel, da ga spominjam na Brada Pitta. Kar v redu. Ta notranjost je tisto, kar ne gre skupaj s ceno, ker je za pogledat zelo frajerska. Usnje na vseh sedežih, moj voznikov sedež je ogrevan, prezračevan in celo masažo imam. Mimogrede, to je že drug avtomobil te znamke, kjer ima masažo in prezračevanje v bistvu samo voznikov sedež, sovoznikov pa ne. Očitno sovoznik ni toliko pomemben. Tudi materiali so po večini mehki, evo, tukaj je lepo vsod, samo ta spodnji del je trd in mehki so materiali tudi na vratih. Ta zaslon je v bistvu iz enega kosa, je pa grafično razdeljen na dva dela. Kakšen prevod je sicer malo hecen, se boste pa vseeno kar hitro znašali, ker ni zakompliciran. Evo, ena velika prednost Kitajcev, ker sami izdelujejo elektroniko za v bistvu vse avtomobile tega sveta, lahko potem pri sebi manj varčujejo in na primer vgradijo veliko boljše kamere za 360-stopinjski pogled okrog avta. Tukaj je slika vredna vse pohvale. No, pa radio pozna DAB, zadnjič smo imeli en kitajski avtomobil, ki ga ni poznal, in tudi vsi asistenčni sistemi so na voljo, tudi ta tečni, ampak se jih da izklopiti. Dno je na sredini ravno in nasploh je prostora zelo veliko tudi tukaj le zadaj. No, pa še kljukico imam, evo, če bi iz trgovine na poti domov potem iz vrečke hotel kakšno stvar vzeti, lahko to naredim. Ali pa če bi želel sem natakniti suknjič, čeprav jaz jih ne nosim. No, prtljažnik ima 480 litrov, kar je malenkost manj kot podobno veliki predstavniki, ampak vseeno dovolj. Mu pa v tem primeru nekaj prostora vzame rezervno kolo, zato je tokrat uporabnih 370 litrov. Motor vas skrbi, ker čutim na vodi, a ne? No, tamle spredaj brbota 1,5 litrski turbobencinski štirivaljnik, ki ga za ta avtomobil izdeluje Mitsubishi. Zato najbrž z zanesljivostjo ne bo posebnih težav in so skrbi odveč. Ponuja 130 kW moči oziroma 177 konjičkov in po prvi vožnji lahko povem, da je v bistvu čisto dovolj živahen. Pospešuje pa s pomočjo 7-stopenjskega robotiziranega menjalnika, kar pomeni, da vam ne bo treba prestavljati. No, ročni menjalnik v tem avtu sploh niti ni na voljo. Kako sistem deluje in kakšen je zapeljati, povem v testu, ker ga moram najprej sam dobro preizkusiti. Sem mogel kar pohiteti s tole predstavitvijo, ker smo dobili toliko vaših mailov, jaz pa rad pomagam, če lahko.